Drage študentke in študenti, drage sodelavke in sodelavci, cenjeni kolegi z univerze in vsi ostali, ki nas danes spremljate. Lepo pozdravljeni na dnevu FRI. Podobno kot lani bomo tudi letošnji dogodek izpeljali na daljavo, ker je očitno tale jesenski čas ugoden ne samo za dogodke, ampak tudi za COVID. Potem, ko smo tudi preteklo študijsko leto zaključili na daljavo, smo se poleti lahko vrnili na fakulteto in oktobra po dolgem času začeli pouk v živo. Občutki so bili in še vedno so pri tem mešani. Predavanja in vaje v živo na FRI, delo na FRI, srečevanje kolegov na hodnikih, to nam vsem daje večjo motivacijo, ustvarja malo več tega občutka povezanosti in tudi bolj jasno pokaže smisel tega, kar sploh počnemo. Je pa tudi dosti zaskrbljenosti, skepticizma glede sprememb v družbi in tudi negotovosti glede tega, kaj še prihaja. Mi smo raziskovalci. Prav je, da zagovarjamo znanost, da pojasnjujemo znanstvene metode, da najprej vztrajamo z zagotavljanjem kakovostnega študijskega procesa, da bodo tudi nove generacije imele trdne in zdrave temelje. Prav je, da tudi nadaljujemo z objektivnim, s kakovostnim raziskovanjem, ampak tukaj se še ne smemo ustaviti. Mi smo tudi učitelji, svoje dosežke, nova dognanja, svoje strokovno znanje moramo deliti in posredovati naprej svojim študentom, pa tudi širši javnosti. S tem bomo pridobili in ohranili zaupanje, dvigali ugled FRI, pa tudi poskrbeli za več spoštovanja in upoštevanja znanosti v družbi. Jaz želim in verjamem, da bo današnji dogodek prispeval tudi nekaj kamenčkov v ta mozaik, ki univerzitetno izobrazbo in znanstvene dosežke kaže v pravi luči. Danes bomo podelili priznanja najboljšim dodiplomskim in podiplomskim študentom, pedagogom, raziskovalcem in tudi strokovnim službam. Vsak od nagrajencev je v preteklem obdobju naredil nekaj izjemnega, nekaj, kar si zasluži, da se javno izpostavi. V pohvalo nagrajencem in ostalim pa tudi v spodbudo. Preden pa gremo naprej na podelitve, bi se rada vsem sodelavkam in sodelavcem zahvalila za trud, za skrb, za prizadevnost, s katerimi vsak dan delamo to fakulteto najboljšo izobraževalno in raziskovalno inštitucijo za računalništvo v Sloveniji, pa tudi širše. To nam priznajo tako domači kot tuji študenti, želje za vpis vsako leto močno presegajo razpisana mesta. To dokazujejo tudi podjetja, ki s fakulteto vsako leto v večjem obsegu stopajo v partnerska sodelovanja. In konec koncev to dokazujete tudi raziskovalci s številnimi aktualnimi projekti vsako leto. In vsem vam se danes iskreno zahvaljujem. Zdaj pa za nadaljevanje vabim prodekana za pedagoško delo Gašperja Fijavža, da začne s prvo podelitvijo in podeli nagrade študentom, ki so v študijskem letu 2021 dosegali najboljši uspeh. Pozdravljeni! Razglasili bomo prejemnike pohval študentkam in študentom, ki so v preteklem študijskem letu najbolje opravili svoje študijske obveznosti. Pohvaljene študentke in študenti so opravili vse izpite z letnika z zelo visoko povprečno oceno. Kolikšno? Čez prst največ 3 devetke med preostalimi desetkami. Na visokošolskem strokovnem študijskem programu računalništvo in informatika prejmejo pohvale za uspeh v prvem letniku Tomaž Čuk, Matija Ojo in Maks Popovič. Za uspeh v tretjem letniku prejmeta pohvali Ožbej Golob in Gal Lindič. Čestitam! Na univerzitetnem študijskem programu računalništvo in informatika za uspeh v prvem letniku prejmejo pohvale Matej Klančar, Jovana Videnovič, Janez Tomšič in Nika Marolt. Za uspeh v drugem letniku prejme pohvalo Blaž Erzar. Za uspeh v tretjem letniku prejmejo pohvalo Larsen Cundrič, Klemen Škrl in Marko Ivanovski. Čestitam! Na interdisciplinarnem univerzitetnem študijskem programu prve stopnje računalništvo in matematika za uspeh v drugem letniku pohvale prejmejo Luka Opravš, Miha Kovač in Vita Komel. Za uspeh v tretjem letniku prejmejo pohvale Katja Kunej, Luka Dragar, Tim Poštovan, Marko Hostnik
in Sara Oblak. Čestitam! Na magistrskem študijskem programu 2. stopnje Računalništvo in informatika prejmejo pohvale za uspeh v 1. letniku Domen Vreš, Matija Teršek in Benjamin Džubur smeri podatkovne vede ter Anže Gorjan Novak smeri računalništvo in informatika. Za uspeh v 2. letniku prejmeta pohvali Timotej Knez smeri računalništvo in informatika ter Božidar Stevanovski smeri podatkovne vede. Čestitam! Na interdisciplinarnem magistrskem študijskem programu 2. stopnje Multimedija prejme pohvalo za uspeh v 1. letniku Arne Simonič. Čestitam! Vsi prejemniki dekaninih pohval študentom za uspeh boste prejeli knjižno nagrado, in sicer knjigo The Alchemy of Us: How Humans and Matter Transformed One Another, ki jo je napisala Enisa Ramirez, ameriška znanstvenica in komunikatorka znanosti. Letošnji nagrajenci so izjemen študijski uspeh dosegli v letu, ko je bil skoraj celoten študij izpeljan na daljavo. Kako so se tega lotili in kakšne so njihove misli o tem letu, bodo sedaj povedali kar sami. Online študij, predvsem v prvem valu korone, je bil meni top, vse je bilo naprej posneto, vse vaje so bile online, si prišel bolj na konzultacijske vaje, ne? In sem si res lahko razporedil čisto po svoji želji in je bilo res zelo, zelo fajn. Poskušal sem si razdeliti delo na pač ta študijski del in domače naloge, pa tudi nek zasebno življenje, vzeti nek rezerviran del, tako da sem probala nekako si narediti en organiziran urnik, ki sem mu sledila. Sem imel tudi neke vrste koledarček, kjer sem si upisoval sprotne obveznosti in potem skrbel za to, da jih pač pravočasno vse naredim. Ja, prednost online študija je, da lahko za nazaj gledaš predavanja. To se mi zdi zelo velika prednost, ker če kdaj nimaš časa ali pa se ti ne da, lahko še vedno kasneje vse si pogledaš sam. Ja, to se mi je zdelo najbolj priročno, da je bilo vse skozi dostopno in če si hotel, si res lahko imel svoj urnik. Pač recimo lažje slediti kakšnim vajam, ki so ob neugodnem terminu, ali pa tudi za predizpiti, če kakšen del ni jasen, gledati kakšno predavanje za nazaj. Lahko si bolj razporejaš čas, lahko si mogoče še kakšno stvar zraven dodatno pogledaš med predavanjem. Tukaj na faksu vsaj imamo vse v eni spletni učilnici, vse pisne vide tam objavljene slajde, veliko boljše od srednje šole. Online se lahko bolj posvetim samemu študiju, medtem ko uživam, pa se moram z drugimi stvarmi tudi ukvarjati. V Ljubljani je problem s prometom, se pravi, se moraš voziti na avtobus, ti vzame čas, moraš iti na kosilo v center, ti vzame čas. In na daljavo pa to ne rabiš razmišljati, ker si pač doma, mama kuha in to je to. Ja, fajn je, da lahko ostaneš eno minuto prej. Ja, v redu mi je bilo, ker sem lahko šel na kjerkoli vaje, pa ker sem lahko še predavanje kasneje pogledal. Urnik sem si postavil, kolikor sem hotel, nisem imel nobenih prekrivanj, posnetke sem gledal za nazaj večinoma in z višjo hitrostjo. Gledala sem dokaj sproti predavanja pa vaja, to je bilo pa to, nisem kaj več drugega delala. Mogel sem si zorganizirati dneve že malo naprej, pa točno vedeti, kdaj bom obdelal to snov, kdaj bom ono predavanje pogledal za nazaj in da mi ni zmanjkalo časa na koncu. I guess the main challenge was keeping the focus when watching the lectures and the labs, simply because no one is actually controlling what we are doing. So we are tempted to grab our phones and do something else. Zelo veliko mot imaš na računalniku, bi temu rekel. Če profesor poje čist, kar te zanima, lahko alt tebaš, pa se zamotiš, pa gre pol predavanja mimo. Ja, slabost je to, da se ne moreš s sovrstniki pogovarjati o snovi ali pa o drugih hobijah, stvarih, nisem v iste povezave kot živa. Nisem mogel niti spoznati svojih novih sošolcev na magisteriju in je nekako komunikacija nivo komunikacije zelo padel. Če asistent zastavi vprašanje, je ponovadi tišina. Se težje pogovarjaš, da se težje neka diskusija razvija. Ampak se mi zdi, da je fajn, da je v živo več komunikacije med profesorjem in študenti mogoče.
tudi lažje kakšne stike navežeš. Dejansko recepta za uspešen študij ni, razen da se učite, sprotno delate in da ste prepričani, da vse to lahko naredite. Izklopite telefon in umaknite vse, kar vas lahko moti. Dati stran Facebook, Messenger, Instagram, vse. Telefon dati na focus mode, na do not disturb mode in se spraviti učiti. Tako da se mi zdi, da če posvetiš dovolj časa in posvetiš kvaliteten čas, torej fokus, disciplina, se mi zdi kar v redu recept za uspešen študij. Hvala nagrajencem za te misli in nasvete in še enkrat iskrene čestitke. To so bile priznanja za redni uspeh pri študiju, sedaj pa sledijo najvišja priznanja, ki jih prejmejo študenti za izjemna zaključna dela. Besedo predajam dekanji Mojci Ciglarič, da podeli letošnje Prešernove nagrade študentom. Najvišja priznanja za delo in dosežke študentov so Prešernove nagrade. Z njimi na Univerzi v Ljubljani spodbujamo kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene druge bolonjske stopnje. Na FRI imamo letos 4 Prešernove nagrajence, kar me izjemno veseli. 3 dobijo fakultetno Prešernovo nagrado, en pa najvišjo univerzitetno nagrado. Fakultetne Prešernove nagrade prejmejo Domen Vrež pod mentorstvom Marka Robnika Šikonje, Vid Rijavec pod mentorstvom Danijela Skočaja in Tim Oblak pod mentorstvom Franca Soline in somentorstvom Vitomirja Štruca, Petra Pera in Petra M. Rota. Vsem 3 nagrajencem in njihovim mentorjem iskreno čestitam. Za kratke predstavitve nagrajenih del pa zdaj predajam besedo njihovim mentorjem. Modeli strojnega učenja se uporabljajo na številnih področjih, kjer je poleg napovedne uspešnosti pomembna tudi razumljivost, naprimer v zdravstvu, v pravo. Najuspešnejši modeli, kot so nevronske mreže, recimo, so nerazumljivi, so zelo kompleksni, bi pa bilo seveda zelo pomembno, da bi jih razumeli pri njihovi rabi. Zato je bilo tudi razvitih več metod za njihovo rabo, tudi na tej fakulteti. Nedavno se je pokazalo, da so najuspešnejše, najbolj razširjene metode, da niso dovolj robustne, da se jih da napasti in da lahko napadalec potem dejansko prikaže, da model počne nekaj drugega, tako da je recimo v resnici pristranski, recimo glede rase ali pa spola. Domen Vrež je v svojem diplomskem delu analiziral take napade in je pripravil tudi rešitev za te najbolj razširjene napade, tako da je predlagal novo metodo vzorčenja. In zdaj te razvite nove inačice metod so bolj robustne in lahko zaznajo tudi napade nanje. Z Domnom sva to delo po diplomi še razširila in napisala članek, ki sva ga poslala v kakovostno revijo. Najlepša hvala najprej komisiji, da je prepoznala neko kakovost v tem delu in ga nagradila s Prešernovo nagrado. In pa seveda največja zahvala tu gre pa mojemu mentorju, profesorju Robniku Šikonji, ki me je najprej sploh uvedel v svet umetne inteligence z povabilom na sodelovanje pri tem projektu, z katerega je potem samo diplomsko delo tudi nastalo. In pa seveda potem za vso usmerjanje pri samem raziskovalnem delu ter pri pisanju diplome in tako naprej. Je pa to delo seveda neka zelo lepa, bi rekel, tudi odskočna deska za samo raziskovalno kariero, ker je iz tega bilo pridobljenih ogromno izkušenj, bi rekel, na področju raziskovanja, pa s koncu tudi na sami neke implementacije in tako naprej. Dobil sem tu predvsem nek širši pogled v področje razložljive umetne inteligence, ki je zdaj neko zelo tako važno področje, ker s tem vzbujamo v bistvu zaupanje v neke te napovedne modele in v bistvu to delo gre v smer, da nas ti modeli ne morejo prevarati. Zato je bilo to neko res novo obzorje, ki sem ga s tem pridobil. Vid si je za cilj diplomske naloge postavil zelo ambiciozno nalogo za izdelati avtonomno plovilo, polavtomatsko avtonomno daljinsko vodeno plovilo, kar je tudi zelo lepo izdelal. Jaz mislim, da mu je to zelo uspelo. Morajo pokazati zelo veliko znanja z različnih področij, to je interdisciplinarni projekt in je mogel zelo veliko inženirskega znanja pokazati
in dejansko ga je pokazal veliko samoiniciativnosti, da je rešil vse probleme, na katere je naletel pri izdeljavi tega in izdelal zelo lepo, uporabno, robustno podmornico, ki pluje do 25 metrov globoko in se jo na učinkovit način krmili s pomočjo daljinskega upravljavca. Izdelal je tudi avtopilota, ki ohranja višino podmornice in smer, tako da je zelo vodljiva in jaz mislim, da je njegova naloga tudi zelo lepo napisana. Evalviral je na 3 različnih okoljih, slani, sladki vodi in pokazalo se, da je podmornica sama zelo dobra, robustna, vodljiva in definitivno praktično uporabna. Torej, namen projekta je bil izdelati neko plovilo, s katerim lahko spremljamo obalna območja zaradi vedno bolj večje acidifikacije oceanov in segrevanja, ki povzroča izumirjanje vrst, tako da lahko s tem malo spremljamo okolje. Zdaj, celoten projekt je sestavljen torej iz tabličnega računalnika in iz podmornice. Razviti je bilo treba programsko opremo za oboje. Projekt pa vključeval tudi ostala področja, kot je materiale za zasnovo podmornice, tehniko za zasnovo elektronike in pa torej integracijo vsega tega skupaj. Zdaj, naslednje pa razvijam tudi sistem naprej, kot vključevanje satelitske navigacije in potem recimo združenje teh 2 testnih plovil skupaj v neko tretje, ki bo lahko še bolj avtonomno in bo lahko raziskovalo večinoma samo in pa v bistvu obvestilo operaterja, ko dejansko najde nekaj zanimivega. Moj kandidat, ki je dobil Prešernovo nagrado, se je v svojem delu ukvarjal s tematiko, s katero sem se pravzaprav ukvarjal že sam pred več kot 30 leti v svoji doktorski disertaciji. Gre namreč za to, da so spoznavni psihologi postavili tezo, da si ljudje pri interpretaciji vidnega sveta v svojih možganih ustvarimo modele predmetov, ki jih vidimo, scene, ki jo vidimo, ki je sestavljena iz pravzaprav majhnega števila različnih volumetričnih modelov. No in kot matematični model za te volumetrične sestavne kocke so se uveljavili superkvadriki. In jaz sem v svoji disertaciji razvil metodo za rekonstrukcijo superkvadrikov iz globinskih slik, ki se je pravzaprav kar dobro uveljavila. V celoti bi rekel, da so moje publikacije v zvezi s superkvadriki imajo skoraj 2000 citatov. Vendar problem z mojo metodo je bil to, da je zahtevala iterativno minimizacijo neke funkcije prileganja in zato ta metoda seveda ni bila primerna za kakršnokoli uporabo v realnem času. No, pred kakšnimi 10 leti so se pa na področju računalniškega vida se pravzaprav zgodila ena majhna revolucija, namreč globoke nevronske mreže so postale tako sposobne, da so veliko nekih pravzaprav klasičnih problemov z področja računalniškega vida rešile bolje in predvsem veliko hitreje. No in zato sem se z mojim kandidatom odločil, da bomo skušali rešiti podoben problem, se pravi rekonstrukcijo superkvadrikov iz globinskih slik s pomočjo globokih nevronskih mrež. In to mu je pravzaprav odlično uspelo. Zdaj stvar deluje tako rekoč v realnem času in mogoče bi samo še to omenil, da sta veliko vlogo pri tem odigrala tudi oba komentorja pri tej nalogi, to sta profesorja Štruc z Fakultete za elektrotehniko in profesor Per z naše fakultete. Najprej hvala lepa za tole nagrado. Zahvalil bi se komisiji, predvsem bi se pa zahvalil mojemu mentorju, profesorju Francu Solini in pa seveda somentorjem, konkretno laboratoriju za računalniški vid na naši fakulteti in pa laboratoriju za strojno inteligenco na Fakulteti za elektrotehniko.
Ta projekt je bil namreč nekako sodelovanje med tema dvema laboratorijama, tako da je bilo dobro sodelovati na tem projektu. Hvaležen sem, dobil veliko izkušenj in pa hvala tudi za pomoč na koncu, ko smo metodo dejansko objavili v znanstveni reviji. Zdaj, mi smo se ukvarjali z 3D rekonstrukcijo prostora. Konkretno smo imeli dvodimenzionalne globinske slike in potem smo na teh slikah iskali neke objekte, oziroma njihove lastnosti. Konkretno zanimalo nas je, kje se ti objekti nahajajo, kako so rotirani in pa kakšne oblike so. Naš največji fokus tukaj je bil na razvoju metod, ki predstavljajo nekako dober kompromis med na eni strani natančnostjo rekonstrukcije, na drugi strani pa učinkovitostjo in hitrostjo računanja. Če dam nek primer iz prakse, recimo veliko nekih avtonomnih agentov ne rabi poznati točno natančne oblike objekta, s katerim manipulirajo ali pa se ga hočejo izogibati, ampak je dosti nek grob opis. Recimo samovozeči avtomobili ne rabijo poznati oblike vašega obraza, je pa dosti, da poznajo nekako približno pozicijo, kje se nahajajo deli vašega telesa, da se potem lahko izogiba nek samovozeči avto oviram na cesti. Zdaj, da smo dosegli neko tako univerzalnost, smo uporabili superkvadrike. To so neki preprosti matematični modeli, kjer lahko z nekimi malimi parametri, z malim številom parametrov nekako modeliramo velik nabor 3D objektov. To so recimo razni od valjev do kvadrov, krogel in tako dalje. In potem te objekte, te primitive uporabimo za rekonstrukcijo 3D prostora. Uporabili smo tudi metode globokega učenja, da smo nekako naučili ta napovedovalni model in zato smo mogli načrtovati tudi nek poseben učni cilj. In ta učni cilj je moral upoštevati 3D lastnosti tako 3D prostora kot tudi superkvadrikov. Na koncu naša metoda nekako trenutno najbolj natančna, hkrati pa tudi več kot 200-krat hitrejša od prejšnje metode na tem področju. Univerza v Ljubljani je na predlog FRI našemu študentu podelila tudi najvišjo univerzitetno Prešernovo nagrado. Prejme jo Lojze Žust, ki je delo izdelal pod mentorstvom Mateja Kristana in somentorstvom Matjaža Ličarja. Iskrene čestitke. Besedo pa zdaj predajam mentorju. Lojze Žust se je v svoji nalogi ukvarjal z napovedovanjem višin morske gladine za napovedovanje poplavljanja na slovenski obali. Spričo globalnega segrevanja gre za izjemno aktualen problem, hkrati pa za zelo zahteven, saj trenutno napovedovanje temelji na zagonu oceanskih in atmosferskih numeričnih modelov, za kar potrebujemo računalniško gručo. Zagon na takih gruči recimo potrebuje 3 ure računanja na 160 jedrih. Lojze je pa predlagal novo globoko nevronsko mrežo Hidra, ki je sposobna generirati natančne napovedi za 3 dni v prihodnost. Metoda dosega ali pa presega natančnost fizikalnih numeričnih modelov, hkrati pa je pol milijonkrat hitrejša. Hidra je bila objavljena v ugledni reviji Geofizike, ki se umešča v 5% revij na tem področju in je že del produkcijskih napovedi na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Lojzetu za ta dosežek iskreno čestitam. Bravo, Lojze. Najlepša hvala za nagrado. Spomnim se, ko sva se z mentorjem Matejem dobila na sestanku, da se dogovoriva za temo moje magistrske. Dal mi je najprej par standardnih predlogov, ki sem jih že malo pričakoval, glede na tematike, ki se obravnavajo v laboratoriju. Na koncu pa je omenil še eno malo bolj nenavadno idejo. In sicer, da se s kolegom fizikom da se pogovarjata o sodelovanju za napovedovanje poplav z globokim učenjem. No in ta tema me je nemudoma zelo pritegnila, saj sem v njej videl en kup možnosti in idej, kaj bi se kako se je lotiti
kako da stopamo nek čist nov, še neraziskan teritorij. Poleg tega se mi tema zaradi podnebnih sprememb zdi zelo aktualna in če bi jo pravilno izpeljal, mogoče, da bi nekoč lahko bila celo nekomu koristna. Vse to me je motiviralo in zato je bilo delo zelo zanimivo in nikoli preveč težko. Imel sem tudi odlična mentorja, tako Mateja, se pravi profesorja Kristana, kot tudi doktorja Ličarja, ki sta oba ogromno prispevala vsak iz svojega področja. Mislim, da se vse to tudi pozna na končnem izdelku, na končnem rezultatu naloge, na katerega sem zelo ponosen. Še enkrat se zahvaljujem vsem pedagogom, ki z zavzetim mentorskim delom usmerjate študente do zaključka študija, jim date priložnosti in jih podpirate pri raziskovalnem delu. Zdaj pa ponovno predajam besedo prodekanu za pedagoško delo, na vrsti sta posebni priznanji za pedagoško delo. Pozdravljeni znova! Na vrsti je podelitev pedagoških nagrad, ki jih podeljujemo na podlagi študentskih anket. Enemu asistentu ali asistentki in eni učiteljici ali učitelju. Kot matematik številkam sicer nerad pripisujem prevelik pomen. Pedagoško delo tudi ni tek na 100 metrov, pri čemer bi morali natančno meriti rezultate. Vseeno, če ti več kot 100 študentov v študentski anketi podeli praktično same odlične ocene in to pri vseh predmetih, pri katerih sodeluješ, je to lepo in potrebno posebej pohvaliti. Priznanje za uspešno pedagoško delo prejme kot asistent, sicer po nazivu že docent, Nejc Ilc. Če moram izpostaviti kakšno cvetko iz njegovih študentskih anket, bi izbral najprej eno klasiko. Zna podpestriti še tako nezanimiv predmet. In še, če bi imeli povsod takšne asistente, študentje ne bi imeli več izgovorov za past predmet. V tem šolskem letu je začel s predavanji. Verjamem, da bo tudi v tej vlogi odličen. Nejc, čestitam. Še naprej drži tako dober ritem. Najlepša hvala študentom in fakulteti za to priznanje. Sem počaščen. Rad bi pa povedal tukaj, kaj se mi zdi pomembno pri mojem pedagoškem delu. Zdi se mi pomembno, da se med mano, pedagogom in med študenti ustvari eno tako vzdušje, ki je malo prepojeno tudi s humorjem, lahko bi rekli zabavno, če hočete. In ravno v tem se potem tudi, v takem vzdušju se tudi jaz največ naučim. Pa bom povedal en primer. Prejšnji teden študenti smo se pogovarjali nekaj o procesih na operacijskem sistemu Linux. Vse veste, njihov cikel razmnoževanja, nespolnega in tako naprej. In kjer imamo starševski proces, pa imamo otroški proces. In potem ti procesi umirajo ob različnih časih, pa imamo zombije, pa se to vse več ali manj že poznate. No in potem študente vprašam, kaj se zgodi, če starševski proces umre pred otroškim procesom. Pa je malo tišine, pa rečem, ja sirota postane. Aha, no pa naprej vprašam, da jih malo izzovem, ja kaj se pa zgodi s siroto? Pa počakam 5 sekund, da ne bo preveč retorično vse skupaj. No in en študent se opogumi in reče, ja, postane Batman. Hvala lepa. Učiteljsko nagrado za uspešno pedagoško delo pa prejme Patricijo Bulič. Študentje nam svetujejo, da naj bomo vsi vsaj četrt tako dobri pedagogi kot Patricija, ker potem bo to odlična fakulteta. Je bil sončni žarek lanskega oblačnega študijskega leta in že spet učitelj, ki naredi zanimive tudi tiste predmete, ki študentov sploh ne zanimajo. Veste, Patricija zna biti za prodekana tudi naporen. Sem preštel. V tem študijskem letu mi je poslal 38 mailov, ampak vsi so bili na mestu tudi če godrja. Patricijo, čestitam. Upam, da se tudi v naslednji fazi tvoje kariere ne boš spremenil. Ja,
hvala prodekanu za to priznanje, hvala tudi za uvodne besede. Ja, verjetno sem res eden najbolj tečnih pedagogov, ki mu non-stop pošilja maile, njemu pa dekani, v zvezi s pedagoškim delom, ampak to počnem samo zato, ker me skrbi za pedagoško delo in ker bi rad, da pač se pedagoško delo lahko opravlja nemoteno in kvalitetno. Vemo, da je univerza raziskovalna inštitucija, ampak hkrati ima univerza poleg tega eno pomembno vlogo in to je izobraževanje. In če ne znamo znanja prenesti študentom, potem so nam zaman vse raziskave. Zato še enkrat hvala študentom, hvala prodekanu in dekani za to priznanje. Sedaj predajam besedo predsednici študentskega sveta, ki bo podelila še študentska priznanja pedagogov. A pri tem si oglejmo še anketo med letošnjimi prejemniki pohval študentom, kakšen je po njihovem mnenju dober predavatelj ali asistent. Meni je pomemben, da profesor proba naučiti študente, da ne samo razlaga, ampak hoče znanje razširiti, mogoče še pove, kje se to v praksi uporablja. Ja, če pove kako zabavno zgodbico ali pa... Ne, ampak tudi, če sam dejansko razlaga snov, ampak da vidi, da govori to z žarom, se res vidi, se drugače doživlja. On, če ve, o čem govori, ti ga lahko sprašuješ v osnovi, on ti bo dobro odgovoril na vprašanja, on bo dobro predstavil snov. Na FRIU imamo tak sposoben kader, da se vidi, da vsak profesor točno ve, kaj predava in zato je že to boljše poslušati. Ja, najbolj se mi zdi zanimiv, ko profesori ali asistenti dajo nam kakšne probleme, kar iz realnega življenja. I also like when we have a lot of debating, discussion, when the professor asks questions so that he sees whether we understand the material. Po mojem mnenju naredi vaje in predavanje dobro, ko predavatelj ali pa asistent pokažete interes do predmeta, ko predavate, pa dejansko vzpostavite nek stik s študenti, da se dejansko malo bolj tam počutiš, malo bolj sproščeno pa vse. Nekako data možnost študentom, da vprašajo kakšno vprašanje, zaradi katerih bi se morda pri kakšnih profesorjih počutili neumne. Recimo, ko reš v tabli, da je v redu tudi, če ne znaš. Če ti ni nekaj jasno, da si res vzame čas, tudi recimo za govorilne ure in ti zna razložiti, kaj če ti ni jasno ali pa kakšne napredne stvari, ki jih ne razlaga med predavanji. Predavanje naredi dobro predvsem to, da je lepo strukturirano, da se veže na začetku leta, kako poteka predmet. Absolutno to, da profesor zna predavati z nekim veseljem, da zna komunicirati s študenti. Da zna interaktirati s folkom, da naredi res zanimiva predavanja, da je že on tak po sebi mečken bolj ekstrovertiran, kot pa introvertiran, da ni monotonega govorjenja. Da je nek poudarek na nekem razmišljanju, ne nekem učenju na pamet, sploh v naši smeri je zelo taka, pa zelo rad vidim nek praktični poudarek, zakaj je to bolj uporabno, če ne ena stvar ne bo zanimala. Zame je pomembno, da so predavanja in vaje nestandardna in da se prezentirajo na nek zanimiv način, kjer so naši možgani sprogramirani, da opazujejo tisto in potem bomo lažje zapomnili tisto in se lažje spomnili tistega na izpitih ali pa na kolokvijih. Lep pozdrav vsem še iz moje strani. Študentski svet, kot vsako leto, tudi letos podarja priznanja za naj profesorja ali profesorico ter naj asistenta ali asistentko na FRI. To je nagrada, ki jo podelim z velikim ponosom, še posebej letos, ko so morali pedagogi vse skozi leto dokazovati svojo ljubezen do poklica, se znajti v pretežno novem delovnem okolju in prinašati dodatno energijo v svoje predavanja. Nagrajence smo izbrali s pomočjo ankete, ki smo jo delili študenti. Vsak je za svoj študijski program predlagal najljubšega profesorja in asistenta. Te glasove smo nato zbrali, prešteli in znani so bili najprofesori in asistenti 2021. Pa si poglejmo letošnje nagrajence.
Nagrado za naj profesorja po izboru študentov univerzitetnih študijskih programov prejme izredni profesor dr. Patricio Bulič. Čestitam. Hvala študentom, hvala študentskemu svetu za to lepo nagrado. Jaz pa bi rad zdaj izkoristil priliko in pohvalil vse študente za čudovito sodelovanje pri predavanjih in vajah. In pohvalil tudi svoje asistente, ki garajo, jaz pa pobiram takole smetano. Nagrado za naj asistentko po izboru študentov univerzitetnih študijskih programov prejme asistentka doktorica Aleksandra Franc. Čestitam. Živijo. Novica, da sem prejela tole nagrado, me je prijetno presenetila, ker vem, da je vsako leto na FRI velika konkurenca. Ampak v zadnjem času smo imeli priložnost videti, kaj se zgodi, če ljudje preveč razmišljajo o tem, kaj si zaslužijo, kaj so njihove pravice. Tako da jaz sem tole nagrado raje vzela kot priložnost za razmislek o mojih dolžnostih. To, da dobro opravim moje delo, je vsekakor moja dolžnost, ne? Da pripravim dobre vaje, da poskušam najti čim boljšo razlago, da poskušam narediti vaje čim bolj zanimive. Upam, da ta nagrada pomeni, da mi je to v preteklosti uspevalo in tudi v prihodnje se bom seveda trudila v to smer. Ampak namesto da premišljujem o tem, kako se trenutna realnost ne sklada z mojimi željami, raje razmišljam o tem, zakaj sem v življenju hvaležna. V življenju imam veliko stvari, za katere sem lahko hvaležna. Tale služba je gotovo ena od njih. In vsakeč, ko bom tole nagrado videla na polici, se bom spomnila na to. Tako da najlepša hvala. Nagrado za naj profesorja po izboru študentov visokošolskega študijskega programa prejme profesor dr. Janez Delšar. Čestitam. Lansko leto je bilo res naporno. Zato, ker predavati po Zoomu, to ne pomeni, da boš ti pač zdaj po Zoomu govoril, pomeni, da moraš bistveno več truda vložiti v predmet, zato da študenti ostanejo angažirani. In to je bilo res naporno. Po drugi strani sem pa stokrat raje tisti, ki govori po Zoomu, kot tisti, ki mora poslušati po Zoomu. Tako da si nagrado za napore v prejšnjem letu pravzaprav zaslužijo predvsem študenti. Res, študenti so se izkazali, chat na Zoomu med predavanji, kanal na Discordu, tako čez teden. To je bilo stalno polno enih vprašanj, idej za dodatna predavanja. Tako da je tole res naša skupna nagrada. Če gledam nazaj, prejšnje leto sploh ni bilo tako grozno in zaslugo za to imajo predvsem študenti. Nagrado za naj asistentko po izboru študentov visokošolskega študijskega programa prejme Daša Štesel. Čestitam. Dragi študenti, torej najlepša hvala za zaupanje v preteklem študijskem letu dela na daljavo. Priznati moram, da me je nekako bilo na začetku malce strah, kako bodo zadeve na daljavo tekle. Želela sem si, da bi tudi v primeru, da se ne vidimo, kar se potem zares nismo, vse zadeve gladko potekale, da bi lahko vzpostavili nek občutek bližine in zgradili neko zaupanje, neke pristne medosebne odnose. Zdaj glede na dobljeno nagrado sklepam, da mi je to tudi uspelo, česar sem zares iskreno vesela. Seveda pa brez vaše pomoči ne bi šlo, zato se vam iskreno zahvaljujem za vaše sodelovanje. Vedeti namreč morate, da ste prav vi tisti, ki svojim sodelovanjem, zastavljanjem vprašanj naredite študijski proces zares kvaliteten. Zato naj bo ta nagrada za dobro delo toliko vaša kot moja. Seveda pa je dobro delo tudi odraz dela katedre, dobrega sodelovanja znotraj nje. Zato posebno zahvalo izrekam tudi svojim sodelavcem, ki so me toplo sprejeli medse. Torej upam, da bomo tudi v nadaljevanju, tako z vami študenti, kot tudi z kolegi matematiki še naprej dobro sodelovali in tako pomagali pri uresničevanju vaših ciljev. Želim vam torej vse dobro, pa še veliko uspehov. Nagrado za naj profesorja po izboru študentov magistrskih študijskih programov prejme izredni profesor dr. Matej Kristan. Čestitam. S to nagrado sem še posebej počaščen. Namreč razumem jo kot potrditev, da je moj pedagoški napor opažen in cenjen prav strani tistih, katerim je namenjen. In to mi zelo veliko pomeni. Tako da študenti, hvala za to potrditev in še naprej se bom skušal truditi zasledovati visoke standarde, ki si gotovo zaslužite. Hvala.
Nagrado za naj asistenta po izboru študentov magistrskih študijskih programov prejme Žiga Pirnar. Čestitam. Pozdravljeni, na začetku se iskreno zahvaljujem za to nagrado. Moram pa povedati, da sem bil izredno presenečen, zaradi tega, ker to delo opravljam kot zunanji sodelavec pri enem predmetu. In že to delo upravljam res z veseljem in že to samo po sebi je neke vrste nagrada. Po drugi strani pa tudi sem mislil, da kot zunanji sodelavec oziroma vsi zunanji sodelavci, da smo izvzeti iz prejema kakršnih koli nagrad ali pa pohval. Mogoče kot anekdoto povem, ko sem dobil elektronsko obvestilo o prejemu nagrade, na začetku sem mislil, v tem primeru gre za neko splošno obvestilo in sem rekel, to ni zame. Potem berem, jaz sem prejemnik nagrade. Tako da iskreno se zahvaljujem vsem študentom, ki so me izbrali za to nagrado. Hkrati se pa zahvaljujem tudi vsem ostalim študentom, ki so sodelovali na laboratorijskih vajah in pa ki so s tem kar veliko prispevali, da te vaje niso izgledale kot neka vožnja z zavezanimi očmi, ampak dejansko kot interakcija med nami. Tako da še enkrat hvala, pa želim lep dan še naprej. Vsem nagrajenim ponovno iskrene čestitke. Ker pa menim, da je pedagoški del izjemno pomemben del akademskega poklica, pa bi se na tej točki rada tako nagrajenim kot ostalim pedagogom še zahvalila za vaše delovanje na fakulteti. Pozdravljeni! Tudi letos smo objavili razpis za nagrade za izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke podiplomskih študentov za objave v uglednih mednarodnih revijah in konferencah. Glavni kriterij izbora je članek, ki je objavljen v reviji SCI, ki se nahaja vsaj v zgornji četrtini najbolje uvrščenih revij na področju ali pa objava v primerljivi konferenci. Letos smo prejeli 10 res odličnih prijav, med katerimi smo izbrali 4 članke. Pri tem smo upoštevali znanstveno izvirnost dosežka in faktor vpliva revije oziroma rangiranje konference. Letošnji nagrajenci so Borja Bovcon za članek objavljen v reviji IEEE Transactions on Cybernetics, čestitke Borji ter mentorju Mateju Kristanu. Živjo in hvala za podeljeno priznanje. V tem izbranem delu sva z mentorjem Matejem Kristanom raziskovala načine, ki bi pripomogli k avtonomni navigaciji robotskih plovil. Predstavila sva novo arhitekturo globoke nevronske mreže, ki je sposobna zlivati vizualno informacijo kamere z inercijskim senzorjem. To nam omogoča natančno določiti plovno površino in zaznati ovire v vodi, kar je ključnega pomena za varno avtonomno navigacijo. Metoda trenutno doseže najboljše rezultate na večjih benchmarkih, še posebej pa jo odlikuje sposobnost generalizacije na različne morske scene brez potrebe po dodatnem učenju. Koda mreže je dostopna na spletni strani laboratorija in menimo, da bo pripomogla k nadaljnjemu razvoju pomorske mobilne robotike. Naslednja sta Blaž Meden in Peter Roth za članek objavljen v reviji IEEE Transactions on Information Forensics and Security. Čestitke Blažu in Petru ter mentorjama Petru Peru in Vitomirju Štrucu. Jaz bi se na začetku najprej zahvalil za nominacijo za fakultetno nagrado v imenu vseh soavtorjev članka. Če mogoče samo povzamem na hitro, kaj je glavna ideja tega članka. Dejstvo je, da tehnologija za prepoznavo obrazov, kot je na primer to razpoznavanje, te tehnologije so v zadnjem času zelo napredovale. Zaradi česar potem raste seveda tudi zanimanje raziskovalcev in pa tudi javnosti na splošno za te metode. Namreč iz obraza lahko izberemo zelo različne te lastnosti nekoga, nekega posameznika, se pravi, poleg identitete lahko s temi avtomatskimi postopki izluščimo na primer tudi spol osebe, etnično pripadnost ali pa mogoče tudi čustveno stanje na obrazu, in zaradi tega so recimo te metode precej invazivne in lahko ogrožajo zasebnost posameznika. Zaradi tega je v bistvu zelo pomembno raziskovati tudi načine, kako zavarovati potem posameznika pred to vrstno avtomatsko analizo. In raziskovalci poskušajo najti zelo različne načine, kako sliko obraza ali pa numerično predstavitev teh obraznih značilk preoblikovati tako,
da bo sklenjen ustrezen kompromis med nivojem zagotovljene zasebnosti in uporabnosti slike. Tudi recimo iz pravnega vidika raste število teh zakonov in regulacij, ki naslavljajo področje zasebnosti v obrazni biometriji. In v tem delu smo recimo s soavtorji iz sodelujočih inštitucij naredili tak zelo obširen pregledni članek, ki opisuje obstoječe računalniške metode za zaščito zasebnosti na področju biometrije obraza. Ja, še z moje strani najlepša hvala za to nominacijo. Zdaj, preprost način, kako že zdaj zagotavljamo zasebnost obraza, je recimo zameglitev slike ali pa pikselizacija, to je uporabljeno v večjih teh aplikacijah, ampak raziskovalci so pokazali, da te metode niso najboljše, zaradi tega, ker se še vedno veliko informacij o obrazu da rekonstruirati iz teh slik. Se pa v zadnjem času uveljavljajo nevronske mreže za zagotavljanje zasebnosti, tudi na področju obrazne biometrije. Članek je nastal v sodelovanju 5 institucij, in sicer iz Ljubljane sta sodelovali Fakulteta za računalništvo in informatiko in pa Fakulteta za elektrotehniko. Povezovali smo se tudi z inštitutom Fraunhofer iz Darmstadta in pa z 2 univerzama iz Združenih držav Amerike, in sicer University of Notre Dame in pa Michigan State University. Ob tej priložnosti bi se zahvalil tudi jaz vsem soavtorjem, še posebej pa mentorjema profesorju dr. Petru Peru in pa izrednemu profesorju Vitomirju Štrucu, saj brez njiju ta članek ne bi bil v taki premišljeni obliki izdan. Članek je seveda tudi javno dostopen, tako da bi ob tej priložnosti tudi vse povabil, da si ga preberete. Hvala. Naslednji je Ratko Pilipović za članek objavljen v reviji IEEE Transactions on Circuits and Systems. Čestitke Ratku ter mentorju Patriciju Buliču. Živijo Fri, hvala za prejeto nagrado, ki mi zelo veliko pomeni. To je predstavlja mi veliko spodbudo za nadaljnje raziskave v tem področju. Veliko hvala gre tudi Patriciju in Urošu, ki sta me vodila v prejšnjem obdobju čez doktorski študij. Skupaj smo predstavili en od najmanjših množilnikov na svetu, ki se tudi enako dobro obnaša kot eksaktni množilnik v globokih nevronskih mrežah. Za konec bom sporočil, da lahko pričakujete še več rezultatov in raziskav v tem področju. Hvala. Naslednji je Lojze Žust za članek objavljen v reviji Geoscientific Model Development. Čestitke Lojzetu ter mentorju Mateju Kristanu. Hvala za nagrado. Pisanje člankov v Hidri je bila precej zanimiva izkušnja. To je bil namreč moj prvi stik s pisanjem znanstvenega članka na malo višjem nivoju, ciljanem na zelo ugledno revijo in seveda z recenzijskim procesom. Poleg tega je bilo naše delo na Hidri interdisciplinarno, kar zahteva tudi zelo specifičen način pisanja članka in sem rabil kar nekaj časa, da sem se na to navadil. Na srečo smo skupaj z obema mentorjema, ki sta oba strokovnjaka na svojem področju, članek speljali v zelo dobro smer in uspeli prepričati recenzente. Upam, da bo naše delo spodbudilo nadaljnje raziskave na tem področju, v katerem vidim še veliko potenciala. Tudi letos smo dobili veliko kakovostnih predlogov za priznanje. Posebno omembo si zaslužijo tudi Domen Rački in mentor Daniel Skočaj, Melanja Vizočnik in mentor Matjaž Jurič, Andraž Krašovec in mentor Veljko Pejović. Vsem čestitam za odlično delo in vabim vse doktorske študente ter njihove mentorje, da kandidirajo naslednje leto za posebno priznanje. Poleg že omenjenih del pa moramo izpostaviti še 2 vrhunski objavi, ki jo nismo uvrstili med tokratne fakultetne nagrajence, saj prejmejo nagrado za najodličnejši raziskovalni dosežek Univerze v Ljubljani. In to sta Vitjan Zavrtanik za konferenčno objavo DREAM, a Discriminatively Trained Reconstruction Embedding for Surface Anomaly Detection,
objavljen na konferenci ICCV, in Jakov Božič za članek Mixed Supervision for Surface Defect Detection from Weekly to Fully Supervised Learning, objavljen v reviji Computers in Industry. Čestitam Vitjanu in Jakobu ter mentorju obeh Danielu Skočaju. Letos tretjič podeljujemo tudi posebno priznanje za izjemni raziskovalni dosežek naših raziskovalcev. S to nagrado želimo izpostaviti dosežke, ki so znanstveno odlični in hkrati tudi odmevni. Letošnji prejemnik je David Jelenc za članek Credibility Dynamics, a Belief Revision-Based Trust Model with Pairwise Comparisons, ki ga je objavil v reviji Artificial Intelligence. Davidovo delo na zanimiv način povezuje področje kibernetske varnosti in umetne inteligence. V članku namreč predlaga nov model za ugotavljanje zaupanja med deležniki, ki je dobro prilagodljiv hitro se spreminjajočim okoliščinam. Delo je objavil v reviji, ki sodi v zgornjih 8% revij na področju računalništva, informatike ter umetne inteligence. David je prvi avtor skupaj še s 3 tujimi sodelavci. David, čestitke. Zahvaljujem se Fakulteti za računalništvo in informatiko za izkazano priznanje. To v prvi vrsti pomeni lepo priznanje rezultatom, ki smo jih dosegli skupaj s kolegi iz Argentine, pa hkrati tudi spodbudo za nadaljne delo. V raziskovalnem delu smo se ukvarjali z zasnovo modela za obvladovanje zaupanja, ki kot vhodne podatke jemlje parne primerjave. Torej, model zaupanja na podlagi nekih ocen pa ostalih mnenj napove, skuša napovedati, kateri izmed množice ponudnikov bi bil v dani situaciji najboljši ali pa kateri izmed več objektov bi bil za nekega uporabnika najbolj primeren in na podlagi tega nekaj priporoči. Osnova našega modela je v tem, da delamo s parnimi primerjavami, torej namesto da od uporabnikov v obliki povratne informacije ne zahtevamo neke ocene, recimo na lestvici od 1 do 5, ampak morajo uporabniki zgolj povedati, kater ponudnik jim je bil bolj všeč. Torej, uporabnika vprašamo, ali ti je bolj všeč ponudnik A ali pa objekt A kot objekt B in na podlagi takih parnih primerjav vršimo te izračune oziroma priporočila. Raziskovalno delo je temelj univerze in širše družbe. Letošnji dosežki kažejo, da smo na FRI znanstveno zelo uspešni, kar me zelo veseli. Številni raziskovalni rezultati se prelivajo v gospodarstvo. In zato zdaj predajam besedo Petru Peru, ki bo podelil nagrade za sodelovanje z gospodarstvom. Spoštovane sodelavke in sodelavci, že 3. leto zapored podeljujemo tudi priznanje za sodelovanje z gospodarstvom. Izobražujemo za gospodarstvo, znanje ustvarjamo za nove preboje, dodano vrednost, na neki točki tudi za konkurenčno prednost. To priznanje je torej pomembno tako za fakulteto, univerzo, kot tudi celotno družbo. Z njim izpostavimo tistega posameznika, ki v zadnjih 3 koledarskih letih izkazuje največji finančni izplen iz trga. Pri tem ponovno seveda velja izpostaviti, da dosedanji prejemniki priznanj znotraj tega obdobja niso kandidati za ponovno priznanje. Če pogledamo obdobje za od leta 2019 do leta 2021, si je glede na omenjen kriterij priznanje letos prislužil Blaž Zupan. Blaž Zupan je v tem času skupaj pridobil več kot 300.000 evrov tržnih sredstev, nekaj od tega tudi na račun prodaje intelektualne lastnine ter donacij. Na tem mestu pa je treba seveda narediti še dodaten poudarek, saj v nekaj dneh pričakuje še prihodek s strani Googla v višini $200.000 ameriških ter kasneje še en prihodek s strani Chan Zuckerberg fundacije v višini $146.000 ameriških. Če vse to seštejemo skupaj, pridemo krepko čez $600.000 evrov. Čestitamo! Jaz bi se najprej zahvalil laboratoriju za bioinformatiko oziroma članom laboratorija in zahvalil bi se tudi službi za prenos znanja na Univerzi v Ljubljani. Zadnje čase se prav ta služba ogromno ukvarja s tem, da bi nam pomagala pri vzpostavljanju sodelovanja z gospodarstvom. Ta sodelovanja so pravzaprav precej težka, tudi
tudi zaradi tega, ker je pravzaprav družb v Sloveniji, ki bi želela sploh sodelovati z univerzo, relativno ali pa izjemno malo napram kakšnim bolj razvitim državam, bolj zaveščenim. In zato so pač kakšna sodelovanja, ki jih imamo, toliko bolj vredna. Laboratorij je vzpostavljen na tako zelo lepo sodelovanje z vcepljenim podjetjem Genialis, na to sodelovanje smo še posebej ponosni. Tako da hvala tudi Genialisu, ki je pač en tak lep primer, kako pravzaprav lahko vzpostaviš sodelovanje, ki je trajno in pač tudi obetajoče, recimo. Ravno tako smo imeli lepa sodelovanja z Lekom in še nekimi ostalimi firmami, ampak prav Genialis je pa super primer. Hvala. Veseli me, da vse več sodelujemo z gospodarstvom. O tem pričajo tudi krovni partnerski paketi, skozi katere imamo v tem študijskem letu že 7 partnerjev. Poleg možnosti sovzgoje kadrov si ti želijo predvsem sodelovati prav z vami pri diplomah, doktoratih, na tržnih projektih in podobno. Stopimo vsem trenutnim in potencialnim novim partnerjem nasproti. Sedaj pa predajam besedo Damjanu Vavpotiču, ki bo podelil letošnje priznanje za kakovost. Lepo pozdravljeni. Tudi letos podeljujemo posebno priznanje za kakovost. Priznanje podeljujemo na podlagi ocene zadovoljstva, ki jo v okviru ankete podajo uporabniki storitev strokovnih služb. V študijskem letu 2020-2021 se je ena od služb še posebej izkazala, saj je bilo kar 97% anketirancev zadovoljnih oziroma zelo zadovoljnih z delom službe, prav nihče pa ni bil nezadovoljen. To je dekanat. Ana, Zala, Urška, Saša in Alenka. Iskreno vam čestitamo in vam želimo še naprej tako uspešno in zavzeto delo. Zahvaljujemo se vsem zaposlenim v imenu cele ekipe dekanata za izkazano zaupanje in zadovoljstvo. Glede na to, da smo precej mlad tim v dekanatu, nekatere tudi manj kot 1 leto, nam ta nagrada še toliko več pomeni. Tudi v prihodnje bi želele, da bi bili zadovoljni z našim delom, da bi dosegle vaša pričakovanja. Hvala sodelavkam dekanata. Sledi še posebno priznanje posameznikom za delo v strokovnih službah, ki ga bo podelila dekanja Mojca Ciglarič. Sodelavci iz strokovnih služb so nepogrešljivi za delovanje fakultete. Del zaslug za nagrade in priznanja, ki smo jih danes že podelili, gre za to zagotovo tudi njim. Običajno delujejo v ozadju in zato se nam lahko zdi njihovo delo samoumevno, pa je to daleč od resnice. Zato je prav, da tudi tukaj prepoznamo njihovo strokovnost in vložen trud in pohvalimo tistega, ki se je v preteklem obdobju še posebej izkazal. Nagrado za kakovost, ki smo jo že podelili, si je med službami z dobrim delom letos ponovno prislužil dekanat, zdaj bomo pa podelili še posebno priznanje za delo v strokovni službi posamezniku oziroma posameznici. Priznanje prejme Alenka Bone, ki je priskočila na pomoč v kadrovski službi v času, ko smo na fakulteti začeli z uvajanjem novega informacijskega sistema APIS. Za potrebe projekta je kljub velikim časovnim pritiskom s hitrim učenjem in spretnostjo pripomogla k pripravi kadrovskih podatkov. Hitro se je priučila delovnih procesov in del kadrovnika in se tako dobro vključila v ekipo, da si v kadrovski službi dela brez nje več ne moremo predstavljati. Izpostavila bi tudi njeno zavzetost, pozitivno energijo, prijaznost in dobro voljo, s čimer vpliva na pozitivno vzdušje tudi zunaj kadrovske službe. Hvala Alenka in iskrene čestitke. Pozdravljeni, res hvala za to lepo priznanje. Ja, preteklo leto je bilo kar naporno z uvedbo APIS-a. V strokovnih službah smo se srečevali z raznimi izzivi in zato mislim, da si vsi to priznanje zaslužimo, to pohvalo, ne samo jaz.
Tako da najlepša hvala, je pa lepo vedeti, no, da je ta trud priznan tudi strani mojih sodelavk in sodelavcev. Hvala vsem. Podelili smo vsa fakultetna priznanja, zato vas pred zaključkom vabim še k pregledu prejemnikov priznanj, ki so jih zaposleni in študentje FRIA prejeli v okviru tedna Univerze v Ljubljani. Svečano listino študentom za najboljše študijske dosežke je prejel Anej Svete, ki je zaključil prvo stopnjo interdisciplinarnega študija računalništvo in matematika z odlično povprečno oceno 10. V diplomskem delu je obravnaval ambiciozen problem izvodenja zahtevnega dinamičnega sistema s spodbujevanim učenjem, ki je na meji rešljivega, za kar je razvil zelo zahteven matematični model dinamike sistema. Svečano listino študentom za najboljše študijske dosežke je prejel Domen Vreš, ki je zaključil prvo stopnjo interdisciplinarnega študija računalništvo in matematika z visoko povprečno oceno 9,889 in oceno diplomskega dela 10. V slednjem je izboljšal razlagalne metode napovednih modelov z področja umetne inteligence, objavil kodo pod odprto kodno licenco in rezultate poslal v objavo v znanstveno revijo. Priznanje za posebne dosežke študentov je prejel Gregor Robert Krmelj, ki je na fakulteti za predavanja na daljavo pomagal postaviti strežnika s tehnologijo Big Blue Button in razvil lastno rešitev za učinkovit nadzor nad strežniki. Sodeloval je tudi pri postavitvi infrastrukture za prvo nacionalno raziskavo o razširjenosti COVID-19 v Sloveniji. Priznanje za posebne dosežke študentov je prejela skupina DragonSec, v katero so se povezali študenti Fakultete za računalništvo in informatiko, ki jih zanima računalniška varnost. Udeležujejo se tekmovanj iz kibernetske varnosti, kjer v mednarodni konkurenci dosegajo zmage in druge visoke uvrstitve. So edina večja tovrstna organizirana ekipa v Sloveniji. Priznanje strokovnim delavcem je prejela Nives Macerl. Je tajnik Fakultete za računalništvo in informatiko ter vodja skupnih služb. V času uvajanja novega poslovno-informacijskega sistema APIS, kjer ima že od začetka tudi vlogo koordinatorja ključnih uporabnikov na kadrovskem področju, se je izkazala s konstruktivnim in izjemno požrtvovalnim delom. Svečano listino mladim visokošolskim učiteljem je prejel docent dr. Tomaž Hočevar, ki se raziskovalno ukvarja z algoritmi in podatkovnimi strukturami. Kot član laboratorija za bioinformatiko pomembno prispeva k razvoju in vzdrževanju programskega okolja za strojno učenje in podatkovno analitiko Orange. Z organizacijo računalniških tekmovanj za srednješolce in študente pa skrbi za popularizacijo računalništva. Zlato plaketo Univerze v Ljubljani za izjemne zasluge posameznikom je prejel izredni profesor dr. Erik Štrumbelj, ki raziskuje na področju podatkovnih ved, statistike in verjetnostnega strojnega učenja. Na Univerzi v Ljubljani je vzpostavil področje Bayesove statistike. Z raziskovalno skupino pa tesno sodeluje pri razvoju programskega orodja STEN za uporabno Bayesovo statistiko. Na Fakulteti za računalništvo in informatiko je glavni pobudnik vzpostavitve magistrske smeri podatkovne vede, ki tesno sodeluje z industrijo. Priznanje za najodličnejši dosežek Univerze v Ljubljani je prejela skupina sodelavcev laboratorija za umetne vizualne spoznavne sisteme, in sicer za uvedbo nove paradigme za detekcijo vizualnih napak na površinah izdelkov. Za odkrivanje napak na izdelkih v industrijskih procesih so razvili več pristopov, ki temeljijo na globokem učenju, pri čemer so predlagali nenadzorovane metode, ki zgradijo vizualni model z opazovanjem zgolj slik nepoškodovanih predmetov, ter metode z mešanim režimom učenja, ki izkoristijo tudi obstoječe označbe napak. Rezultati predstavljajo preboj na področju avtomatskega pregledovanja izdelkov. Naziv zaslužni profesor je prejel profesor dr. Bojan Orel, ki je skoraj celotno kariero deloval na Univerzi v Ljubljani. Raziskoval in poučeval je na področju numerične matematike, veliko sodeloval s tujino in organiziral več mednarodnih seminarjev in poletnih šol. Ob tem je dejavno soupravljal fakulteto
kot predstojnik katedre, predsedoval je več senatnim komisijam in upravnemu odboru. Pred upokojitvijo pa je bil izvoljen tudi za dekana. Vse letošnje nagrajenke in nagrajenci ste nam v navdih in v ponos. Verjamem, da boste študenti in zaposleni še naprej študirali in delali s tako zavzetostjo in premikali meje na vseh področjih. Upam, da bomo trenutno obdobje čim prej uspešno prestali in bomo lahko še več energije usmerjali na naše strokovno področje. Računalništvo in informatika sta ključna gradnika sodobne družbe in motorja prihodnosti. Naša znanja in naše rešitve so zelo iskani, cenjeni in potrebni, zato se že zdaj veselim pregleda dosežkov, ki ga bomo naredili v podobnem času čez 1 leto. Vsem skupaj želim veliko uspehov in vas lepo pozdravljam.